Pozdravljeni, moje ime je Dejan Jarič. Po osnovni izobrazbi sem doktor medicine, holistični zdravnik in transpersonalni psihoterapevt. Tako kot vsi ljudje, sem imel tudi sam težke preizkušnje v življenju. Našel sem rešitve, poznam ključ, ki je vedno v nas samih, in to je ljubezen do sebe. Z novo oddajo Prebujeno srce Slovenije bi rad v teh prelomnih časih dvignil zavest ljudi in prebudil srca vseh ljudi naše ljube Slovenije. Imel bom posebne goste, ki so imeli vsi zanimive preizkušnje. Pogovarjali se bomo o odnosih, zdravju, poti do sreče, ljubezni, radosti in izpolnjenosti v vsakodnevnem življenju. Zanima me samo resnica, ki nas pelje do osvoboditve na vseh nivojih. Vabljeni torej vsi, ki želite narediti v svojem življenju kvantni skok v zavedanju sebe in sveta. Prebudimo se, pravi čas je zdaj. Se gledamo vsak torek ob 17. na Ljubljana TV. Dobrodošli, pozdravljeni v novi oddaji Prebujeno srce Slovenije. Zakorakali smo že globoko v januarski čas, še vedno smo v času korona krize. Danes se bomo pogovarjali o zdravilnih oziroma čarobnih učinkih glasbe. Z menoj nocoj je res izjemna, čudovita gostja, doktorica psihologije, ustanoviteljica glasbene skupine Katrinas. Predvsem pa je to ženska, ki globoko čuti glasbo in proučuje v bistvu zdravilne učinke glasbe na človekovo telo oziroma na vse aspekte človekovega bitja, torej duhovni, mentalni, čustveni in tudi fizični. Danes nam moderna znanost epigenetike, kvantne fizike govori, da je vse energija, vse vibracija in da mi dejansko z našimi mislimi, čustvenim stanjem dejansko aktiviramo, utišamo tudi posamezne gene in tako sprožamo bolezni na fizični, celični ravni. Vse je torej energija in glasba je energija, torej frekvenca. Danes z menoj doktorica psihologije, gospa Katarina Habe, dobrodošla. Živja. Živja, kako kaj ustvarjaš? Kaj ustvarjam? Vedno kaj, ampak trenutno največ ustvarjam s svojimi študenti. Se mi zdi, da me tudi v tem času virtualnega ustvarjanja odnosov zelo navdihujejo in večkrat jim povem, in oni meni povejo, kako skupaj ustvarjamo blagostanje en za drugega. Pišem tudi veliko člankov v tem času, tako da lansko leto, če pogledam bero svojih znanstveno-raziskovalnih člankov, je kar precej narasla, tako da skušam se usmerjati na tisto, kar nam ta novi čas ponuja. Super, torej raziskovanje, raziskovalno delo, to je nekaj, kar delaš res s strastjo. V bistvu te zanima, kako glasba v bistvu deluje na naša telesa, kako recimo zmanjšuje stresne hormone, kortizol, kako zvišuje nevrotransmiterje, kot so dopamin, serotonin. Mogoče kakšna beseda na to temo? Ja, mogoče bi izpostavila ravno v tem času, smo skupaj s Radiem Ars oblikovali en čudovit projekt za starostnike, predvsem v domovih za ostarele, kjer so nas povabili k sodelovanju zelo raznolike strokovnjake. Jaz sem bila pač tam kot psihologinja in glasbenica, potem so sodelovali zdravniki, nevroznanstveniki, potem glasbeni pedagogi, umetniki drugih profilov, ne samo glasbenega profila. In je bilo res tako udejanjanje tega, kar delam običajno v raziskavah, smo spravljali v prakso. Zdaj, kako sestaviti program, ki bo nagovoril starostnike, ki so bili umaknjeni iz odnosov in kako jih lahko se dotaknemo z glasbo, z umetnostjo, tako da začutijo to bližino, ki je v tem času kar malo umanjkala. Tako da to je bila ena taka zelo navdihujoča stvar. Meni se zdi pomembno, da tudi tisti, ki delujemo v znanosti, da se ves čas sprašujemo, kako lahko s tem, kar delamo, kako lahko delamo svet lepši, kje lahko nekaj doprinesemo k spremembi. In včasih sem se spraševala, tako ker sem po naravi precej bolj praktik kot teoretik. To je super za znanstvenike. Zato sem velikokrat rekla, pa kaj jaz delam v znanosti. Tako sem se počutila, kaj en vesoljc.
A je to res moja pot, a Ker sem ne? videla en intervju, so starši rekli, ne, pej ti nevroznanost, pej to je bolj, a ne, dokazljivo, preverljivo. Ja, ampak vse ima nek smisel in zdaj vem, v tem času so se meni začele stvari sestavljati in vidim, kako lahko in znanost in umetnost združujem in da je vse prav tako, kot je. Ampak mogla sem pa prehoditi to pot in tudi samo izpraševanje, a sem res na pravem mestu, a ne? Ker moja duša je glasbena. Tudi če mene spremljaš v moji neverbalni komunikaciji, bi prej rekla, bi prej človek rekel, da je moja duša umetniška kot znanstvena. Ampak v znanosti vidim pa en tak izziv. Sem radovedna, vedno me nove stvari zanimajo in želim tudi premikati meje. Tako jaz vidim, vsem tem, kar je postavljeno, vedno vidim še kaj več in želim nova vrata, nova okna odpirati, leteti nad vsemi okviri in to mi pa tudi omogoča znanost, ne? Super, no kakšni so torej zdaj najnovejši izsledki, ne? Kako znanost deluje na človeka? Zdaj, če se jaz usmerim na to svoje področje, ne, če mi dva govoriva konkretno o učinkih glasbe, imamo dve smeri. Eno gre zgolj za to, kako poslušanje glasbe in kako vibracije, zvočne vibracije, ki nas obdajajo, vplivajo. Enostavno se odzivamo na vibracije, ki jih glasba sproža v našem telesu, a ne? Tako da se na nek način sinhroniziramo z vibracijo zvoka ali pa glasbe, a ne? Naše telo sinhroniziramo s tem, a ne? Potem gremo pa naprej od tega, a ne? Kako vpliva na naša čustva. Zanimive so raziskave, ko so ugotovili, da rečemo, ljudje dostikrat radi poslušamo tudi žalostno glasbo, pa to v nas budi na koncu pozitivna čustva, ker se katarzično s tem prečistimo, a ne? Ja, potem, da ne govorim o vplivi glasbe na naš kognitivni sistem. S tem sem se tudi v svoji doktorski nalogi ukvarjala, preučevala sem Mozartov učinek. Tako da tukaj je tudi malo morje zanimivih stvari, kjer bi izpostavljala predvsem to, da vse premalo izkoriščamo to, kako si lahko mi pomagamo v šolskem sistemu, v izobraževalnem sistemu, da vzpodbudimo našo pozornost, spomin, različne intelektualne kapacitete, a ne. Tako da tukaj je spet malo morje zanimivih stvari, ampak tisto, kar pa mene mogoče najbolj inspirira in tudi se najbolj tesno dotika moje umetniške duše, je v to, kako lahko z glasbo se dotikamo tistih svetov tam, a ne. Spravim, glasba nam hkrati omogoča, da se povežemo sami s sabo, po drugi strani se z njo povežemo z ljudmi in če se zares odpremo, tako kot bi ti rekel, lahko kanaliziramo, a ne. Lahko se povežemo z višjimi svetovi in prestopamo dimenzije časa in prostora in to je tista največja čarobnost glasbe, ki mene zmer osupne. Tukaj se mi pa zdi, da je to tako kot pri naravi, ki je tako lahko lepo, tako eno tako spiritualno dimenzijo lahko prek tega doživiš, ne, da to je pa nekaj najlepšega. In rečemo, v te vode raziskovanja počasi tudi stopam, a ne, ker sam veš, kako je v znanosti. Akademski svet je bil dolg časa. Zelo zaprta, ne. Ampak hvala Bogu, zdaj se stvari odpirajo, spreminjajo in so tudi poti tukaj naprej odprte, ne. Super, super. Torej dejansko odprtost na novo, odprtost na nekaj višjega, torej ne vem, resnica enosti, ko imaš to mistično izkušnjo, recimo, ko si povezan z virom, ko samo si, a ne, in siješ to ljubezen, a ne, to so ta višja stanja. Točno to. In tukaj nam lahko glasba to omogoči. Je pa hecen, ne, da se mi v bistvu vračamo na naše začetke. Jaz se tako smejim velikokrat in zabavam ob tem, ker rečem, ljudje smo res zanimiva bitja, na nek način malo butasta. Zaradi tega, ker mi rabimo dokaze. In ko nam nevroznanost dokaže, rečemo na področju glasbe, kaj se dogaja v določenem centru naših možganov, ko prepevamo, ko improviziramo, ko soustvarjamo glasbo skupaj, takrat bomo mi verjeli.
Ampak, če gremo gledati nazaj, zapise izved, rečemo, ali pa zapise starogrških filozofov, pa oni so o istih stvarih govorili. Pa niso potrebovali za to dokazov nevroznanosti, pa so v bistvu o istih stvarih govorili. Ne. Torej, znanost in duhovnost, ne, v bistvu se zdaj združujeta in je prišel ta čas. Ja, na srečo res. In jaz sem tako hvaležna tudi za vse znanstvenike, ki si upajo govoriti o teh novih poteh. Ker včasih je bilo to tako kot zelo bogokletno. Jaz tudi, ko sem preučevala Mozartov učinek, moja hipoteza, v kateri v tistem času, ko sem jaz doktorirala, to je bilo leta 2000, mislim, da je bilo 2006, o tem še nisem smela govoriti, da se mi zdi, da je Mozart enostavno bil tako dober prevodnik, da je skanaliziral glasbo preko sebe in ker je bil on tako igriv in tako čist v svoji duši, je bil tako dober kanal. Bog ne daj, da bi jaz to na glas takrat povedala. Zdaj svojim študentom, rečemo, ali pri psihologiji, ali na Akademiji za glasbo, lahko tudi celo besedem. Takrat ni bilo variante. Če ni bilo, ja. Super, super. Hvala, bova nadaljevala po kratkem predahu, ko se ponovno vidimo. Dobrodošli v drugem delu oddaje Prebujeno srce Slovenije, z mano izjemna gostja, dr. Katarina Habe. Pogovarjava se o glasbi, o zdravilnih učinkih glasbe, v bistvu, ki nas spremlja že praktično od maternice. Dobesedno skozi čutimo ritem srca, ritem dihanja mame in kasneje v življenju na vsakem koraku, ob praznovanju, ob slovesnostih in tako naprej. Ampak, kaj pa ta protiutež, ta balans tišine? Mogoče kakšna beseda tudi o tem. Ja, na to pa kar pozabljamo. Mi smo navajeni, da smo obkroženi z zvokom in ko smo delali raziskave, koliko časa na dan je posameznik podvržen, mi smo delali predvsem pri mladostnikih, koliko časa je podvržen glasbi, so ozaveščale poskusne osebe, da v bistvu ves čas glasba prisotna okrog, tako da tišina je tista redkost. Je pa res, da najlepša glasba se rodi iz tišine. To je tako, to ravnovesje. Tudi v glasbi, ko imaš eno skladbo in želiš doseči nek učinek, boš pred tistim vrhuncem malo počasnil, malo zmanjšal glasnost in potem šel v tisto eksplozijo vsega in s tem dosegel največji učinek. In mislim, da nam na splošno v življenju ravno te tišine manjka, tudi da bi znali ceniti vso lepoto, ki nam jo glasba ponuja. Tako da jaz sama imam zelo rada tišino in moram reči, da moja dva otroka tudi. In se spomnim, ko je bil starejši sin majhen, pa so šla na sprehod in je rekel: mami, mi sva mogla biti tih. In je rekel: a ni lepa tišina? In sem mislila, otrok 3 leta je bil takrat star, kako lahko pri 3 letih že začuti to lepoto, ki se zgodi v tišini. In tudi zdaj mi imamo zelo radi tišino, ne glede na to, da je glasba spremljajoči dejavnik naše ožje in širše družine. Se mi zdi, da zelo uživamo v tišini, sploh v naravi. Če greš nekam v naravo in so tisti, v bistvu ni čista tišina, ker čiste tišine nikoli ni, ampak tisti naravni zvoki, tista spokojnost, ki jo začutiš v vsaki celici svojega telesa, to je pa nekaj najlepšega. In tudi rečemo, komponisti potrebujejo tišino, potrebujejo prazen prostor, tudi čas, v tej tišini, da lahko najlepše stvaritve ustvarijo. Ne v tistem balastu vsega, kar je, ampak malo v umiku od vsega, kar obstaja. Zato najrajši komponirajo ali v zgodnjih jutranjih urah, ali pa ponoč, ko je svet ustavljen, ko je več tišine. Ja. Ok, pa pejva še mogoče malo na ta čas spopadanja s tem koronavirusom oziroma ta kriza kot darilo, kot radi rečemo v bistvu.
Ogromno ljudi se zdaj sooča s strahovi, stiskami, omejitvami. Kako bi jim lahko mogoče kakšna glasba pomagala? Zdaj recimo so popularne te frekvence na YouTubu, nekaj imaš, ne vem, frekvence proti strahu, proti depresiji, za dvig zavesti, za dvig vibracije. Mogoče kakšna izkušnja? Tega je ogromno, ne? Tako da je treba biti tudi previden, ni vsaka stvar v redu. Ne? Tako da jaz pravim, nikoli ne boš naredil napake, če se boš vrnil k naravnim zvokom. Tako da neki ambientalni zvoki, ki vključujejo veliko teh ali šum vetra ali zvoke vode, to vedno je dobro kaj tazga vnes zraven. Potem, kar se tiče glasbenih zvrsti, je tudi rečemo povezan s tem, kakšne so značilnosti glasbe, rečemo ali v baroku ali pa rečemo v klasiki. Takrat so bili vodila v glasbi vzpostavljanje simetrije ali pa rečemo v klasiki nazaj k naravi, vzpostavljanje harmonije z naravo. In to odseva tudi glasba iz tistega časa, ne? Tako da tukaj ne bomo nič zgrešili, ne? Zdaj pa vsak od nas ima pa glede na svojo osebnostno strukturo tudi neke svoje preference. In tukaj pa ni receptov. Mogoče bo tebi celo heavy metal pasal, pa meni sploh ne, enemu bo rave glasba pasala, pa bi na prvo žogo rekel, pa kaj zdaj govoriš, to negativno vpliva na fiziološko stanje organizma. Pa ni res, ne? Ni tako, ne moreš tukaj iskati receptov, da je vse za vsakega prav. Tako da jaz tukaj rada povem anekdoto, ki sem jo slišala od dr. Ščuke, ki je na enem predavanju povedal, da je svojim pacientom, ki so bili depresivni, da je jih poslal na rave partije. Raven zaradi tega, da je vzpodbudil njihov organizem, da se je bolj aktiviral. Tako da, receptov ni, poslušati samega sebe, kaj ti najbolj paše, kaj tebe spravlja v tisto harmonijo samim sabo. Nekateri potrebujejo ful bolj aktivacijsko glasbo, drugi rabijo bolj umirjeno glasbo, a ne? Tako da moramo predvsem se sinhronizirati sami s sabo. Ne pa to še omenim, da vsekakor pa jaz priporočam, da veliko pojemo. Eni ljudje rečejo, pa kaj, jaz nimam posluha. Nima veze. Ti samo poj, ker to je pa najboljša notranja masaža našega organizma. Ne samo, da vplivamo na svoje čustveno stanje, vplivamo tudi na to, da se dejansko harmoniziramo s temi vibracijami, ki jih vnašamo s petjem v svoje telo. Torej, zjutraj najboljš potušam peta. Definitivno. Pet je treba, igrati je treba, ker tukaj se pa res pokažejo še toliko večji učinki glasbe. Poslušanje ima nek domet, čim bolj pa smo mi aktivirani v glasbi, tem večji so tudi učinki glasbe na nas. Prele mi je že prišla ta informacija dol, mi prihajajo stvari po kanalu, bi rekli, Masaru Emoto, gotovo ga poznaš, japonski znanstvenik je dokazal učinke vibracije, v bistvu besed, glasbe tudi na vodo, ne vem, ljubeče vibracije, v bistvu lepi kristali, nizke vibracije, grda oblika, nepravilna, mogoče kakšna beseda. Ja, to tudi dajem kot primer tega, kako ima glasba čist v teh svojih elementarnih vibracijskih značilnostih vpliv na kemično strukturo. In študenti so vedno fascinirani, ko jim pokažem te kristale, ker Masaru Emoto je naredil tudi primerjavo pri različnih skladbah, kakšni kristali se oblikujejo, in glede na to, da sem preučevala Mozartov učinka, jim dam te kristale prikazane, ima pa tudi on, rečemo, en od heavy metala, ker so zelo razpršeni kristali. In ja, na tem nivoju molekularnih struktur se vidi, kako vibracija dejansko vpliva na strukturiranje teh bazičnih elementov. In glede na to, kakšen delež našega organizma je voda, ni čuden, da se mi tako odzivamo in sinhroniziramo z zvoki in z glasbo, ki nas obdaja.
Super, torej tudi recimo nekatere oblike alternativnega zdravljenja ne vključujo zvok, tibetanske sklede, recimo, si tudi kaj raziskovala verjetno? Tega nisem raziskovala, je pa res, da sodelujem s številnimi strokovnjaki na tem področju in tudi svoje študente pri predmetu učenci s posebnimi potrebami pri pouku glasbe dobijo dve vrsti praktičnih znanj. Eno je zdravljenje z zvokom in potem znanja z področja glasbene terapije, kar je zelo drugačno. Pri zdravljenju z zvokom gre za to, da mi naše telo izpostavimo zvočnim vibracijam in s tem poslušanjem in sinhroniziranjem s temi zvoki se dogajajo spremembe primarno najprej na telesni ravni, a ne? Pri glasbeni terapiji gre pa drugače. Tukaj gre pa za vzpostavljanje psihoterapevtskega odnosa in je glasba zgolj sredstvo povezovanja in delanja sprememb. Povsod so pa res neverjetni učinki. In ko jaz to vidim, kaj se da narediti, jaz sem tako globoko ganjena, kam nas lahko zvok in glasba pripeljeta. In si samo želim, da bi znali to izkoristiti za vzpodbujanje celostnega blagostanja pri človeku. Jaz verjamem, da mi stopamo v dobo, ko bo počasi tudi ta materializem preko vnašanja umetnih sestavin v naše telo, ko bo dal prostor tistim bolj primarnim oblikam, s katerim se lahko mi v bistvu samo zdravimo. In glasba je ena, in predhodno še zvok pred tem, je ena izmed teh oblik alternativnega zdravljenja. Torej dejansko prihodnost je v tem holističnem, celostnem pristopu, ko človeka obravnavamo na vseh ravneh njegove celovitosti, duhovni, fizični, materialni, torej čustveni, mentalni, torej na vseh nivojih. In povsod, da skušamo doseči ravnovesje. In tukaj, pri tem ravnovesju je pa tako, da, tako kot sem prej omenila, ni receptov. Vsak mora ugotoviti, katera doza česa mu paše. In tudi pri glasbi je popolnoma ista stvar. Ali pa pri zvoku. Rečemo, se zgodi, da na teh zvočnih kopelih pride do takšnih reakcij, da ljudje ugotovijo, da jim to ne ustreza. Zakaj ne? Zato, ker še niso pripravljeni na to, da bi ta vibracija prebila določen vzorc. In je prav, da se tam zaustavijo, nič na silo. Treba je počakati. Mi, kot čuteča bitja, začutimo, kdaj je pravi čas za preboj in se moramo poslušati o tem. Točno to je, da imamo ta posluh za sebe in step by step, tako kot je Manca Košir rekla, počasi, ena delavnica, en retreat, pa potem iti vase, en stavek preberi v knjigi, razmišljaj o njemu en teden, začuti to. Prebavljati. Vzeti si moramo čas za prebavljanje. Zame je to kar velik izziv, ker jaz sem taka. Že če mi pogledaš, kako švigam z učkami, kako maham z rokami. Jaz bi, pa bi še to, pa bi še on. In moja lekcija je tudi ustavi. Relax, take it easy. Zadihaj. Super, mi bova tudi zadihala, tako da imava kratek premor, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Dobrodošli še v zadnjem delu oddaje Prebujeno srce Slovenije. Z menoj izjemna gostja Katarina Habe. Pogovarjava se torej o zdravilnih učinkih glasbe na človekovo telo. Zdaj bova za zadnji del dala še mogoče nekaj več informacij o združevanju psihologije in glasbe, torej raziskovanje teh področij, mogoče kakšna beseda o tem še. Ja, bom kar iz svojega osebnega izkustva pristopila k tem vprašanju. Ugotavljam, kakšen blagoslov v mojem življenju je, da imam obe dve te plati razviti. Jaz se dostikrat pohecam, pa je v tem velika resnica, da moja duša je glasbena duša, moj je pa psihološki Tako da glasba me nese, mi daje krila, mi daje prostor za odkrivanje vsega neznanega. Psihologija me pa prizemljuje, me spravlja v okvire.
In to združevanje se mi zdi, da je tudi moj adut. In zdaj tudi razumem, zakaj sem skozi čutila, da je moja pot ne samo rečemo v glasbenem ustvarjanju, ker najprej sem mislila, da me bo v te vode vodil, zaradi tega, ker tako jaz ljubim glasbo, to je moj zrak, to je meni nekaj najlepšega, kar obstaja. Ne? Ampak pol je prišel klic, ne, ti boš učila na Akademiji za glasbo. Moraš nadaljevati z magisterijem, z doktoratom in tako. Meni se je dostikrat vse boril, pa zakaj, jaz ne bi tega. Ampak tako, ko veš, ko te nekaj kar potiska v to in slediš. Ne. Točno to, ne. In zdaj vem, zakaj je to tako, ne. Ker tudi tukaj na Akademiji vidim, da je moje poslanstvo tudi v tem, da v študentih vzbudim nazaj to zanimanje, kaj res lahko oni s poslanstvom deljenja glasbe dosežejo pri ljudeh. Kako lahko delajo s tem svet lepši. Ker akademski glasbeniki so dostikrat tako v takih okvirčkih, perfekcionističnih okvirčkih, ki morajo biti zmeri najboljši, brez napak. Ni možnosti, da bi dosti je perfekcionizma, ne? Ogromen. In pol gledam te mlade ljudi, ki so tako izjemni, ki vsakega, ki poslušaš, to je res, to je poezija, simfonija. Dobesedno, ja. Ja, res. Ampak dostikrat so vse nezadovoljni, večno nezadovoljni, ker nič ni dosti dober. In se mi zdi, da je moja vloga tudi v tem, da jih vodim po tej poti, da nikoli ne pozabijo, kakšen blagoslov je to, da je njim glasba dana kot njihov bodoči poklic in kakšna je tudi njihova odgovornost, da v ta svet v vsej polnosti žarijo z glasbo. Sploh tisti, rečemo, ki grejo učiti v glasbene šole, koliko pomemben je, da ti siješ z glasbo med otroke. Da so oni tako navdušeni, tako zaljubljeni v glasbo, kot si ti. In to ne moreš učiti z glavo. To ne gre, to je v tebi. Takole in takole. To sevaš. Srce se mora pogovarjati s srcem. Točno tako, ja. Ja? Točno tako, ja. Jaz sem tudi, so se me dotaknile tvoje besede, ki si rekla, ja, in ta znanstven vidik, in ta glasba v tvoji duši, v bistvu tako kot jaz, recimo v medicini, ne, klasični se nisem našel, sem pa zdaj to celostno medicino, pa doktorat holistične medicine, ne, in nekako bom združeval znanost, duhovnost in že to delam, recimo z ljudmi in v terapiji in v seminarjih, recimo. To je tisto, kar res srcem daš to ljudem in ljudje to čutijo in ne vem, se zjokajo, ker čutijo. Ja, to je tvoje. A ne, to je moje, ja. Ker res vsak najde v sebi, kaj je njegovo, se mi zdi, da se začne čarovnija življenja. In eno tako anekdota na ta račun, ne, ko smo s študenti govorili o talentu, sem rekla, veste, kaj pomeni izbor besede talantan? Pomeni kovanec, ki se sveti. In potem sem jim rekla, zdaj pa vi pomislite, s čim vi svetite v ta svet. Pa se ustavite pri tem, kar oni pol začnejo takoj, ja, svojo glasbo. Ne, to je prepovedana tema. Zdajle, okej, to mi je jasno, ampak s čim še? In so se tako lepi odgovori rojevali in na koncu smo bili vsi tako kot na krilih nečesa novega. Se mi zdi, ker je človek pri sebi začuti, s čim si je v ta svet. To je to, ne. Pater Karel Gržan je rekel, s čim ne srčiš ta čas in prostor. Ne. To je tisto, ne. To je to. In zaznamuješ s tem v bistvu čas in prostor, v katerem si trenutno, ne. Ja. Globoko sva šla, ne. Noro, ja. Ampak to je tisto, ko delaš stvari s srcem, s tisto res strastjo, dejansko, ne, tisto pravo, s tvojo bitjo, ne, v bistvu, ko dejansko čutiš to, kar delaš in s tem lahko doprinašaš. Ja, in tudi, veš, ti si toliko mlajši vseeno od mene, da rečemo, ti si že lahko hodil po teh dveh tirih, vsaj zdaj, ne da bi bilo to problematično. Vsaj jaz tako doživljam, da za mlajše generacije je to lažje.
Meni so doskrat na moji poti govorili, le Katarina, odločiti se boš mogla. Ja, ja. Tudi meni so, ja. Odločiš se, ali boš v medicini, ali pa pejti nekam drugam. Ne moreš pa tega združevati. Sem imel, pač tudi zagovor pred dekanom, pa učiteljskim zborom, pa so me hoteli iz faksa vršiti. Ker dejansko sem že takrat učil kot študent ljudi, o teh stvareh, holistični pristop je bilo zelo nesprejeto, takrat če 10 let nazaj. Danes je lažje vseeno, tudi ti čutiš, da je prišel ta čas. Je prišel ta čas, ko se lahko govori o tem, ko tudi različni, res vrhunski znanstveniki postavljajo teren za vse nas, da se stvari lahko spreminjajo. Lipton Dispenza, recimo, Greg Braden, recimo. Ogromno jih je. Mene tudi rečemo Nasim Haramein zelo inspirira, ker sploh ena zanimiva stvar. Jaz imam tako malo antipatijo do številk, pa do matematike, ampak tako, ko ugotavljam te sveti geometriji, kaj je vse mogoče, kaj se vse skriva v številkah. Wow, to me pa čist inspirira in to je še ena stvar, kjer pa želim pridobiti še več znanja. Kaj pa recimo Fibonaccijeva spirala, recimo? Itak. Ja, to je to. In potem vidiš, da je vse v razmerjih in da vse izhaja iz narave, potem se pa odraža na področjih umetnosti, tako da lejte, to je ena taka čarovnija življenja. Kako je to Bog vse skreiral, Res, to je tako mogočno, tako da se lahko samo priklanjamo temu, kar nam je dano. Ta ponižnost za življenje, za vse, kar nam je dano. Ja, in da se vračamo tudi nazaj v naravo. Tudi jaz to pravim. Tudi v teh časih, korona časih, saj so izzivi, je težko, ampak narava nam je še zmeraj dana. In ko pogledamo to lepoto in s čim vse nas vsakodnevno crkla, če si le dovolimo, pa klanjamo se lahko, poljubljamo lahko to zemljo, na kateri smo, ta naš lep planet. Ja, lep planet, ki zdaj prehaja na višjo dimenzijo, mogoče zdaj še kakšna beseda o tej peti tako imenovani dimenziji, na katerega pač gre človeštvo, in mogoče ta pot, obrat vase, kako pri sebi te nezavedne travme, bolečine, tudi preko glasbe recimo, prečistiti, transformirati. Ja, meni tukaj glasba res zelo veliko pomaga, tudi kadarkoli mi je bilo v življenju tako težko in sem šla čez kakšne hude preboje. Jaz rada komponiram, že od majčkega, in prihaja v bistvu muzika skupaj z besedili. In ko grem čez ta proces, jaz vidim, kako se čistim in stečejo solze, jaz se tresem vse, še ko govorim o tem, začutim vse to v svojem telesu, to je res zelo močno, ampak se prek tega prečistim in grejo stvari čez. In ko sem imela res eno tako težko situacijo v življenju, da mi je bilo tako težko, da sem res čutila, da mi je v srce razgnala. In sem imela nastop. Jaz imam tudi veliko srečo, da sodelujem s takimi glasbeniki. To smo imeli en projekt s puncami, Valovanje, moje potovanje. In čez ta celoten koncert, jaz sem čutila, kako so me one svojo energijo podpirale. Jaz sem bila tik pred tem, da bi vmes začela jokati, ker v pesmi, rečemo, ko poješ, si tega niti ne smeš dovolj, zaradi tega, ker se čuti na glasu. Ampak sem se tako čistila preko tega, z vso podporo teh mojih zlatih punc tam okrog mene, in ko je bilo konec, sem rekla, to je bilo nekaj najlepšega, to očiščenje, ampak to sem prek cele te glasbe lahko doživela in šla čez. Bravo. Mogoče zdaj mi je prišlo dol, da bi nam zapela nekaj za konec. Eno, po tvoji želji izbiri, karkoli začutiš. Zapela bom eno skladbo, ki je tako v bistvu najbolj... Meni najlepša skladba, ki je prišla tam od nekje, ker določene pridejo od nekje, druge so pa bolj zemeljske. In ta je tako tudi besedilo, vse skupaj se je zlilo. Super. Lovim se s tabo in plešem sama s sabo.
Igrivo, nagajivo, predano, neugnano. Približam se, umaknem, dotaknem, se izmaknem. Nenehno valovanje je moje potovanje. Zdaj si mi videl, zdaj si mi kar pred izziv postavil, ker sem bila vse tako, vse je v meni tako delal, pa še prenizko intonacijo sem si dala. Super je bilo, meni je zapelo srce, tako da super. Še bi klepetal s teboj, bilo mi je res v čast, veliko veselje, da si prišla v naš studio, v oddajo Prebujeno srce iz Slovenije. Želim ti še naprej čim več takega lepega ustvarjanja, te čudovite glasbe, res vse dobro in moj poklon. Hvala, enako. In tudi upam, da priješ na kakšen naš koncert in se z nami podaš na pot v tem glasbenem svetu. Z veseljem, z veseljem. Mislim, da ste bile tudi, kaj je bil ta Neil Donald Walsh, mislim, da ste pele, ne? Ne, takrat niso pele. Ne. Ene druge so bile, ja. Bom z veseljem bom prišel, tako da hvala. Enako in za povabilo in za tvojo čudovito oddajo, ki jo redno gledam. Ja, super. Vidim kakšen like pa kakšen komentar na Facebooku, tako da hvala ti. Hvala. Hvala te. Hvala tudi vam, gledalke in gledalci, da ste bili nocoj z nami. Ja, glasba zdravi na vseh ravneh, tako da poslušajte tisto glasbo, ki vam sede, torej, kjer vam zapoje srce. Tako da hvala vam, da ste in da gledate to oddajo. Se vidimo prihodnjič.